Danes imam pri sebi gosta, hitro se bo predstavil. Prišla sem pa do njega tako, da smo letos, poslovna darila, torej letos, lani decembra, naročali pri njemu in to je izpadlo tako res, ekstra ljubko, s posebnimi nalepkami, tematsko obarvanimi, skratka, vsi smo bili navdušeni in, tako so se potem začele razvijati tudi debate in jaz sem ugotovila, da ima toliko zelo veliko zanimivih stvari za povedati, da si to zasluži pa en poseben podcast. Z mano je Matic Vizjak. A te lahko prosim, Matic, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljen? Ja, hvala, Maja, za tvoj zelo prisrčen uvod. Kje naj začnem? Mogoče, je leto 2016. Sem nekdajšnji najinovativnejši kmet Slovenije, leta 2016 in 2017. Drugače lastnik podjetja Chili Wine d. o. o. Ukvarjam se zadnjih 13 let, delno s kmetijstvom, nekaj pa tudi s pridelavo in predelavo, s čilijem, čebelarstvom in pa, kot si sama že omenila, malo drugačnimi, bolj inovativnimi, osebnimi in poslovnimi darili. Tako da v grobem sem iz prehrambene stroke. Če si začel na začetku leta 2016, dajva midva tam tudi nadaljevati. Kaj pomeni, da je nekdo najinovativnejši kmet? Najinovativnejši na kakšnem področju? To v bistvu bom tako rekel, začelo se je mogoče če se lahko, se bom mogoče vrnil še par let nazaj, ker sem bil tudi sam zelo presenečen nad tem nazivom, ke sem ga dobil, ker nikoli namreč ni bil v planu. Se mi zdi, da je mogoče pomembno na tej točki, da to povem, da iskreno sam sebe nisem nikoli videl, da bi živel in delal na kmetiji. Vedno me je zanimal svet, širina sveta, vedno sem sanjal, o nekem globalnem uspehu, vedno ne vem, od kod sem imel v bistvu to vizijo, ker prihajam, bom rekel, res iz majhne, skromne, družine, srečmarja pri Jelšah in nikoli nisem imel niti nekega, sploh, nekega feelinga ali pa nekega vzornika, ki bi mi lahko rekel, da je to sploh možno, razen enega, ne. In to je bil, to večkrat povem, malo šalim, malo zares, moj največji vzornik vedno bil Arnold Schwarzenegger, glih zaradi tega. Moj tudi. Res? Res, obožujem Arnolda Schwarzeneggerja, obožujem ga. Jaz sem prebral obe njegove knjige. Jaz tudi. Res? Ja. Moj bog, to pa prvič slišim, da sem srečal nekoga, da še njegove dve knjigi prebral. In te knjigi sta neverjetni. Ja. No, okej. Ja. Bova kakšno rekla o Arnoldu. Ja, jaz ga tudi obožujem, pač res. Kaj je on dosegel v eni sami življenjski dobi, je absolutno neverjetno, ne. Kakšen mindset ima. Predvsem zaradi tega, ne, in da približno izhaja iz podobne neke vasi kot jaz, iz podobnega ozadja. Se pravi, je možno marsikaj, ne. Če res imaš, misli, bom rekel, če si ti kontroliraš svoje misli, ne misli kontrolirajo tebe, to je res največja teža vsega, ne. In on me je vedno spominjal, da je možno, in še danes me, no, na neki točki. Ja, ampak recimo, zato sem potem tudi jaz takoj po končani srednji šoli sem imel to idejo, jaz ne bom na kmetiji, ne bom doma, hočem svet, in sem takoj takrat šel, v bistvu že z 18 leti, to zdaj lahko rečem, da je že skoraj 22 let nazaj, sem šel delat na tovorno ladjo. Vkrcal sem se v Singapurju, jaz sem bil takrat tudi prvič v življenju, sem sploh videl avion od blizu. Morate vedeti, da takrat v mojih časih srednja šola je še v bistvu niti vsi še računalnikov takrat nismo imeli, še smartphoni so glih začeli nekaj ven prihajati. In, sem nekje dobil idejo, da bi šel jaz delat na tovorno ladjo, in sem nekako upal, da bo pa mogoče ta tovorna ladja nekje neke sledi pustila, da bom mogoče lahko tam naredil neko eskalacijo. Jaz sem potem na tej ladji preživel slabo leto, sem prišel nazaj v Slovenijo. Kot rečeno, bil sem star takrat potem 19 let. In sem prišel nazaj, nisem bil dolgo, malo sem bil po Sloveniji levo, desno in sem takoj videl, da to spet ni za mene, sem šel, v Avstralijo in sem potem še tam živel 1 leto. In sem prišel pač začel sem seveda kot pomivalec posode, ker druga pač ne moreš, če nimaš nobenih izkušenj, tako jih jaz nisem imel. In sem potem prišel v roku enega leta iz pomivalca posode do, nekako prvega kuharja. Potem pa, ker sem se, bom rekel, tudi kar dosti naučil kuhati, in to znanje v kuhariji me je pa potem kasneje, bom rekel, prišlo prav mnogo kasneje, 10 let kasneje, ko sem se pa začel ukvarjati s temi chili omakami.
Ampak no, da ne bom predolg, takrat v Avstraliji mi je bila sicer, bom rekel, kar se tiče denarja, mi je bila zelo všeč, ker plača je bila takrat, verjetno je tudi sedaj, ampak primerjavo s Slovenijo je bila takrat plača nenormalno visoka in za enega pubeca, starega 19 let, so bili to nori denarji takrat, ne. Jaz sem prišel potem nazaj v Slovenijo in tudi nisem spet dolgo počakal v Šmarju, sem se preselil v Portorož, kjer sem pol živel v life class verigi, no, sem potem delal naslednjih 9 let, kjer sem se preizkušal v vseh možnih vlogah, od receptorja, savnomojstra, reševalca iz vode, osebnega trenerja, natakarja, ni da ni. No, potem pa je bila takrat tista kriza, 2008, 2009, 2010, italijanskih gostov je bilo vedno manj v Portorožu, s tem so padle tudi napitnine, tudi dosti restrikcij je bilo potem v sami službi in hotelu in sem se pol na neki točki odločil, da pač hočem zapustiti ta gostinski del. In potem, bom rekel, nekaj denarja sem imel privarčevanega, hvala bogu doma smo imeli kar veliko hišo, tako da ni bil problem se vseliti, tako da smo pol takrat z bivšo punco prišli nazaj živet v Šmarje pri Jelšah. No, tam sem pa s tem privarčevanim denarjem nekako rekel, kaj zdaj bi. Imeli smo, bom rekel, doma bivši hlev, nekoč smo imeli živino, potem pač je oče opustil to dejavnost, ampak prostor je bil velik in neuporabljen, potem pa sem ga jaz nekako, bom rekel, opremo, v eno malo proizvodnjo, da smo pač začeli takrat s čili omakami in prvo so bile 3 čili omake s tem, kaj sem začel. Imel sem takrat tudi eno službo še poleg, ker sem delal v eni kovinarski industriji celo. Potem pa sem z letom 2014 organiziral z peščico prijateljev, takrat, ko smo bili ljubitelji pikantne hrane, prvi festival, tudi pikantne hrane v Sloveniji, takrat v Čili festival Šmarje pri Jelšah, in takrat se je potem ta zgodba nekako začela odvijati, ker je noro ekspandirala se. Veš, kaj je v Sloveniji je zelo značilno je, mali smo, ena nova stvar zelo hitro eksplodira, zelo hitro postane mega priljubljena. Poznamo zgodbe iz hamburgerjev, pa iz craft piv, pa tako naprej. Zdaj Pa iz džinov. pa bravo, evo, pa iz džinov, vedno nekaj se rata, eksplodira, ne, ker to vsi jemo pa vsi pijemo. Potem pa postane izziv, ker je market tako zelo mali, da postaneš, Najemo se tega ja, in in konkurenca pride in potem že vsaka vas ima na koncu svojega pivovarja in svojega čiljaša in svojega hamburgerja in tako. In je bilo pač, in je potem kar borba, no, za obstanek, ne. Prve mogoče 2-3 leta je super, ker rasteš tako, da sam sebe komaj dohajaš, potem pa kar hitro pride malo do streznitve, ne, ker se trg saturira, pride dosti konkurence in potem pa pač je kar mogoče malo borba za preživetje, dokler se ti mogoče ne odpre kakšen tuj trg, ne. No, tu pa potem spet pride, nastopi ideologija Schwarzeneggerja. no, okej. Zdaj tuj trg je pomenil zate kaj? Kateri tuj trg in kako? Tuj trg je za mene pomenil predvsem, ne vem, kako naj povem, ampak eno veliko klofuto, res taki šamar, da ker v Sloveniji smo, bom rekel, naša zgodba ni imela zdrave rasti, ne. Naša zgodba je imela takšno rast, ki če bi se zdaj, Navpično. ja, ker če bi se zdaj vrnil nazaj, 14 let nazaj, si nikoli ne bi želel več take rasti. To je največja past in greh, ki te lahko doleti. Zakaj? Zato, ker potem ti živiš v neki lažni nerealnosti, ali pa lahko rečeš tudi realnosti, ker je to tvoja nova realnost, ki pa ni realna, to je samo tvoja lažna realnost. In misliš, ker pač letiš na krilih uspeha, malo tudi slave, zato ker tudi, bom rekel, piarja je bilo takrat ogromno, sploh ko sem prejel ta naziv za inovativnega kmeta leta in potem leta 17 še enkrat in potem leto kasneje sem bil še med top 3 najperspektivnejšimi mladimi podjetniki Slovenije in tako naprej, in skozi je bilo ogromno tega, ogromno intervjujev in vsega, in seveda zraven potem dobiš veliko ljudi, ki te pozna, te prepozna, ti aplavdira in te vse to spet nosi še višje in višje in višje in potem pa rečeš: zdaj pa to mi imamo, ne, zdaj pa gremo mi v Ameriko. To bo easy." Prideš v Ameriko in seveda misliš, da pač, da tam te tudi bojo vsi po rokah nosili, tako kot je doma, in pol pa dobiš veliko streznitev in vidiš, da temu ni tako in da tam si nula ali pa manj od nule, ne. In drugi izziv je pa tudi potem finančni izziv, ne, ker v Sloveniji si ti tudi osebno prisoten in lahko z relativno malim finančnim vložkom na začetku veliko dosežeš že samo s svojo prisotnostjo. Tam pa tega ni.
tam pa ti prideš na masovni trg, kjer je borba 10-krat hujša kot tu, in tam so milijoni, takoj. In kdo jih ima več, tisti bo zmagal s propagando, tisti bo prišel v ospredje. Osebna nota nima takega pomena, samo zaradi tega, ker niti ne prideš z osebno noto v ospredje, zato ker ti druga masa ne pusti priti zraven. Ker je denar pač, kapital, toliko močnejši od tvoje osebne prisotnosti ali pa svoje osebne poštene, prijazne notice, ne, s katero doma lahko uspeš, je pa tam potem, ker bom rekel, ja, velika klofuta in streznitev, da pač, tam pa to ne bo šlo tako. In so bili, bom rekel, par let, prvih par let kar veliko, bom rekel, zelo, zelo poraznih poskusov in kar dosti napačnih investicij in kar nekaj Denimo, kakšna napačna investicija? recimo, da si šel v tisti želji, da končno prodreš na neki trg, da kljub temu, da imaš vse rdeče alarme, pa da znaš približno ali pa vsaj okej izračunati, do kako nizke cene pa ti se še lahko spustiš, da bo ta produkt tebi vseeno vrnil neki RVC, od katerega boš lahko nadaljeval proizvodnjo, razvijal produkt naprej, ampak ker si zaslepljen, pa ker si res, bom rekel, nedolžen za tuj trg, pa ne bom drugega reči, mogoče celo malo neumen, no, naivn, greš pod to ceno in potem seveda to drago plačaš, ne, v naslednjih korakih, zato ker pač matematika je matematika, in ne moreš mimo tega. Treba je izračunati, pije vodo, ja, greš, če ne pije, samo zato, da boš gor gledal pa molil, ne bo dosti, ne, pa upal na najlepše pa na najboljše, v tem kapitalističnem svetu tudi ne bo ni glih prava pot, ne. To sem se sam naučil, ne. Je prisoten v Ameriki v tem trenutku? Chili Freak je prisoten v Ameriki, evo, zdaj glih pripravljamo novo pošiljko, glih točno te dni. Sicer je tam malo drugače, malo prilagojena etiketa za njihov trg, ampak je prisoten. Moram reči, da smo sicer našega glavnega takrat dobavitelja med covidom izgubili. Takrat smo imeli kar en velik projekt, v katerega sem dobronamerno sicer vpletel še kar dosti drugih slovenskih proizvajalcev, ker smo mislili pač, Cleveland je izjemno veliko slovensko mesto, rečemo, pa ogromna slovenska skupnost je tam, kjer živi nekje 50,000 slovenskih migrantov, ki so šli gor po drugi svetovni vojni in nimajo gor niti enega laškega piva ali pa, ne vem, nekaj, da bi imeli slovenskega, ne, in mi smo takrat se nekaj organizirali, da bomo spravili v Cleveland nekaj slovenskih produktov. Takrat je bilo celo tudi kar dosti podpora s strani vlade in to, ampak je potem tekom covida nekako, mislim, da res, ne vem, če ni bilo mesec ali 2 meseca po tistem, ko je bil prvi lockdown, mislim, da je bilo nekje 2 meseca po prvem lockdownu, bi mogel iti prva pošiljka gor in je pač on odpovedal pogodbo zaradi višje sile, ne. Seveda zameriti mu ne moreš, ker na koncu koncev je imel prav, lockdowna ni noben pričakoval, je pa to tako, da gor so bile razmere še veliko, veliko bolj restriktivne, kot so pri nas, ne. In takrat smo tudi spet kar veliko izgubo, ker je vse etikete so bile prilagojene že za ameriški trg. Roki trajanja so seveda začeli teči. Zdaj jaz osebno mogoče nimam toliko težav, zato ker imam 2 pa 3 leta rok trajanja, ampak drugi, ki so bili pa zraven vpleteni, so pa takrat, bom rekel, kar veliko izgubo imeli, ne. Dobro, to mogoče nismo bili mi krivi, je bila višja sila, ampak takrat smo izgubili enega zelo, zelo velikega playerja.